v Ljubljani so ustanavljali revijo Problemi. Jaz sem bil edini iz Maribora kot kulturnik in pisatelj in pesnik, ki sem bil vedno povabljen v Ljubljano na kulturne ali umetniške dogodke, tudi formalno. In ko smo ustanavljali te Probleme, to revijo, v domu sindikatov, 4. nadstropje, mislim, tam je bila konferenca Zveze socialistične mladine, sem sedel in smo imeli seveda to ustanovno sejo, ki jo je vodil neki Janez Vokler, ki ga nisem seveda poznal. Ob meni je pa sedel rdeče lasi Brkatež. In na tem sestanku, ki je bil dokaj mučen, so zanimivo diskutirali. In ta tovariš, bom rekel, ob meni, rdeče lasi, je imel odlične predloge. Ampak s čem je vic? Niti enega predloga niso hteli sprejeti. Vsak njegov predlog so takoj zavrli. In jaz sem bil edini, ki sem dvignil roko in sem rekel, veste kaj, jaz pa mislim, da ima ta tovariš Pirjevec, da ima popolnoma prav in sem to razložil. Zakaj? In potem so dali po vsakem takem mojem nadaljnjem predlogu in obrazložitvi na glasovanje in vsi so bili proti, razen naju dveh. Tudi nihče se ni vzdržal. In po tej mučni ustanovni miškulanci, jaz sicer nisem vedel, da je zadaj baje v ozadju Roman Albert, neki politik, sindikat. In kaj je bilo? Na koncu mi ta rdeči lasi gospod tovariš reče, sva si takoj dala roke, da sva prijatelja. Jaz nisem vedel, kdo je on. In potem mi reče, veste kaj, to mi je pa, da sem našel enega sogovornika, ki mi je to potrdil, kar jaz govorim. Sva prijatelja, sva si dala roke. In mi je dal tudi telefonsko številko, pa rekel, naj pridem k njemu, kadarkoli hočem v Ljubljano. In tako sem prišel k njemu zanimivo v Ljubljano, na obisk k njemu domov, na Prule, v tako imenovano predavalniško stanovanje, univerzo. Žena je bila takrat predstojnica francoskega oddelka, z njo je bil poročen še iz časov partizanščine in je odlično kuhala. In takrat je bil malo je bil, kako bi rekel, utrujen. Ampak kasneje sem ugotovil, zakaj je bil utrujen. Takrat si je že našel neko ljubico, menda. Tisto Nedeljko, ki sem jo seveda kasneje tudi poznal. In tako sva diskutirala, kasneje sva diskutirala, večkrat sva se srečala. In ker je bil moj predavatelj, sva se tam javno sva se vikala, privatno sva se tikala. Zanimivo, imam nekaj odličnih epizod z njim. Povabil me je v gostilno pri Mraku na večerjo in seveda, ko je bil fajrant, ko je bil konc, po noči midva greva ven, on se ga je rad nacugal, prideta dva miličnika in Ahac, se pravi Dušan Pirjevec, stopi k enemu od teh mladih miličnikov, ga zgrabi za opasač in ga začne drmati sem in tja. Torej jaz toliko od strahu sem cel prebledel, kaj bi bilo, da naj jo zaprejo pa pretepejo. Ampak ta dva sta si mislila, menda ta je narodni heroj ali kaj podobnega. In sta šla mimo. In sem mu rekel, Ahac, to da mi več v življenju nisi nabral. Tako me je strah. In me upošteval. Potem o mnenju samo enkrat sva se sprla in to okoli Kafke, ker jaz sem bil tudi kafkolog. In on je sicer napisal odlično
spremno besedno in uvod v Kafkov grad, v roman Grad. In ko smo mi diskutirali o Kafki, smo jaz rekel, veš, jaz zagovarjam svojega avtorja, ti pa imaš Wilhelma Emricha, ne. Sem rekel, veš, ampak Wilhelm Emrich je proti mojim avtorjem pač tako, pač suhoparn eksistencialist in je seveda ponoril. In potem sva se miva prepirala in smo rekel, veš kaj, ti moraš brati Kafko v nemščini, v izvirniku, da boš ugotovil, kakšne finte, on imel jezikovne finte. Potem je to še bolj zameril, ker smo dal nekaj primerov iz Ein Landarzt, in to se pravi podeželski zdravnik, potem Ein Hungerkünstler, se pravi gladovalec in podobno, kar smo jaz tam jezikovno iz nemščine in v nemščini analiziral. Takrat se 2 meseca, mislim, da sva se grdo gledala, ampak potem je ne bil mir. Skratka, Ahac je bil enkrat tudi prijatelj. In tudi, ko je bil zanimivo kot predavatelj, jaz sem mu kuhal kavo, ponavadi v kabinetu. In so prihajali študentje, seveda, kot božanstvo so ga obravnavali, ker je on bil karizmatična osebnost, največji profesor, najbolj priljubljen na vsem filofaksu. In jaz smo tam kuhali kavo, on pa seveda inškripcije daje, se pravi podpisuje indekse. In tako samo so me gledali in tako nekaj kimali, ne. Ampak on je bil pač prijatelj. Tudi smo bili skupaj na večerji v Pen klubu, zanimivo, ko je že bil z Nedeljko Pirjevec. In jaz sem imel takrat eno muhico, eno Zlato Krašovec, ljubico, ki je bila zelo duhovita punca, vesela. In ko je Pirjevec začel govoriti, da vsi pisatelji, ki pišejo z levo roko, pišejo v drugačnem slogu kot tisti, ki pišejo z desnico. Na kar seveda Zlatka mu reče, veste kaj, dajte mi kos papirja, in začne pisati z levo roko, potem nadaljuje z desno. Je rekel, ojej, zdaj ste mi pa mojo teorijo ovrgli. Potem smo se diskutirali o jezikoslovju in spet vedno ga je zabila. In ni zameril, ne, ni zameril. Ponavadi je včasih, kadar sva z njim diskutirala, tudi v tem Pen klubu na večerjah, je prišel zraven samo mimo Dimitrij Rupel in Dimitrij je seveda prisedel za 5 sekund, potem pa odšel. Ni se družil. Kar zadeva teh ljubljanskih pisateljev, je zanimivo bila izvrstna prijateljica Mira Mihelič. Ko je Mira prišla iz Švedske, mi je rekla, veš kaj, Vladimir, to, kar se pa na Švedskem dogaja, je pa neverjetno. Sem rekel, ja kaj? Je rekla, veš, da so tam dekleta na klic. Kaj to pomeni? Ja, seksejo, ti telefoniraš in greš k njej in imaš z njo odnos. Jaz sem rekel, ja, a res, ja. In je tudi bila do konca prijateljica. Bila je poročena seveda s Frančkom, slikarjem, in smo se dobivali tudi na večerjah, kar je ona naročila. In smo bili taka dobra druščina, razživeta v različnih diskusijah. Tako sem se mimo tudi, če dam anekdoto, ko je prišla na obisk Han Suin, to je kitajska pisateljica, zdravnica, bila je pri Mao Tse-tungu, celo njegova zdravnica, to se pravi ministrica za zdravstvo ali sekretarka, državna sekretarka za zdravstvo Kitajske. Živela pa je sicer takrat v Švici, poročena z indijskim polkovnikom. In ta Kitajka je predavala o Kitajski. In jaz sem se tega udeležil. In ona je pa govorila kot ena partijka.
tisto ostro. In je obsojala Tibetance, kot da so Tibetanci kulturno manj vredni, necivilizirani, tako rekoč lenuhi, religiozno nori in podobno. In ko je to nehala govoriti, sem jaz dvignil roko in sem ji rekel, zdaj pa gospa Hajn, Ham Sujin, greva staviti, da se vi motite, to, kar ste govorili o Tibetancih. A sprejmete stava? Seveda, govoril sem francosko. Je rekla, bien sûr, seveda. In potem, kaj sem povedal? Povedal sem pravljico, tibetansko pravljico, ki še ni bila nikjer objavljena, meni jo je pa povedal Mišel, prijatelj Mišel iz Pariza. In takoj je ona zgubila stavo. In Mira je seveda bila skoraj ogorčena, kako da jaz tako tujo visoko osebnost zabijem. Ampak vseeno, potem smo bili skupaj na večerji in je bilo čudovito. Skratka, Mira je bila krasna v vsakem pogledu, visoka dama, prijazna. Njena kolegica je bila tudi Mimi Malenšek. Mimi, ko sem imel rad, bila je ponavadi s svojim psičkom v naročju, poznal sem njeno življenje in tudi sem lahko diskutiral o čemerkoli. No in zanimivo, pisatelj Miško Kranjec. Ta je bil lumpek, proletarec, kmečki do konca življenja. Bil je predsednik Društva slovenskih pisateljev in zjutraj je ponavadi prišel na društvo, kjer je pil svojo palinko ali šnopcek in kavico. In tako sediva skupaj in se diskutirava. Pride njegova žena in mu reče, Miško, veš kaj, vsi že imajo barvne televizorje, pa najin tale pralni stroj ni najboljši. Ja, se je ozrnil Miško. Je rekel, veš kaj, ti kadi zdaj raje drago, tako kot jaz, ne pa te 57, ki so dražje. Pa prihrani denar, pa si kupi. Pa sem rekel, ja, Miško, si ti nor. Pa kako ti to ženo obravnaš? Je rekel, ja, tako je. Skratka, bil tudi svojski človek. Da ne govorim o teh socrealistov, zanimivo, o avtorju balada o trobenti in vojaku in oblaku. Midva z mamico sva bila na Belem križu, kjer imamo hišo, pisatelji, in pride kolega mimo in reče, povabim vaju na kosilo. Seveda sva sprejela. In greva, to je bil Kosmač, Ciril. In Ciril je bil najbolj duhovit človek, kar sem jih kdaj spoznal. In potem gremo v gostilno, na kar se pridruži še Ivan Potrč. In sedemo, se naročimo, pojemo, popijemo dobre volje, na kar Ciril reče, zdaj pa kje imam jaz, kje imam zdaj denarnico, ne pa kje imam. In reče Ivan Potrč, bom pa jaz plačal. In Ivan, torej Ciril, samo mene pogleda, pa mi pomežigne, vidiš, sem ga, in plačal je. In imam tudi z njim čudovite trenutke, tudi v Mariboru, ko je gostoval, sem videl najprej samo njegov nos, potem pa njega in seveda potem sva šla na večerjo v restauracijo Orl in sva tudi ostala do jutra skupaj in diskutirala. To je bil najbolj duhovit, kar sem jih poznal. Od teh Ljubljančanov, takih duhovitih, je tudi Žarko Petan. Kot veš, on je pretrpel ogromno stvari. Bil je pa Mariborčan in me seveda imel rad kot Mariborčana. In sva si zaupala take stvari, da danes bi se prijel za glavo, če pomislim, kaj vse je ta človek doživel. Mi je zaupal, seveda. Potem tretji, ki se je takrat ponavadi priključil, je pa bil tale črnogorsko-srbski nacionalni pisatelj, Ljudje s štirimi prsti, Miodrag Bulatović.
Ta je pa bil duševno bolan, ker je imel bolezen lažnivosti, to se pravi Münchhausenski kompleks. On ti je govoril take neumnosti, ki so bile popolnoma nesmiselne, ampak jim je verjel, kot da so se res zgodile. Zvimo, on je rekel, zdaj ko sem bil v Beogradu, sem jaz pol Beograda žensk sem imel pod sabo in imajo nekatere polomljeno hrbtenico, tako sem dober sektor. In to je govoril, kot da je res, ne. In seveda, čeprav je bil nacionalist, čeprav je bil protislovenec, poročen pa slovensko profesorico na FDV-ju, ki je učila angleščino, čeprav je bil tak, mislim, zariban protislovenc, v Beogradu me je rešil, da me niso zemljino zaklali tik pred vojno. Mi je pomagal, da sem lahko šel z letalom spet poletel v Ljubljano. Skratka, teh prijateljev je mnogo. Od cerkvenih prijateljev je velik prijatelj, zanimivo, Tone Stres.